Živjo, jaz sem Robi. Jaz sem Tjaša in stojimo pred najnim vrtom, ki se nahaja v vasici Rožno med Krškim in Sevnico. Danes bi rada, da se skupaj sprehodimo čez najin vrt, kjer bomo si pogledali, kaj vse raste na malo več kot 400 kvadratnih metrov površine tik pred poletjem. Vsa zelenjava, ki zraste, je za najino uporabo in viškov ne prodajava. Tehnika vzgoje je pa vrt brez prekopavanja s pomočjo kompostne zastirke, ki je po najinem mnenju eden najbolj enostavnih načinov vzgoje zelenjave. In kar bomo videli, je plod večletnega dela, ki ga že kar nekaj časa spremljamo z video epizodami. Na moji desni je greda paprik sorte Ferenc Tender, spodaj so cukini bučke. Sadike smo vzgojila sama in smo jih presadila za špinačo. Na naslednji gredi je krompir, tu raste že 2 meseca in mislim, da bomo ravno jutri začela s pobiranjem prvih pridelkov. Krompir je pa dobil dodatno zastirko za usipanje. Na moji levi je pa korenje, ki je že super se udebelilo, in pa v zgornjem delu bob, ki ga največ uporabljamo kar stročjega. Na zadnjem sprehodu smo videli, ker so bile še rastline zelo male, zdaj so se res razbohotle in so v nekem polni tisti svoje rasti. In tale greda pred mano je v zgornjem delu solata, ki je že šla v cvet, tako da je tudi danes poberemo, da bo gomeljna zelena, ki je rasla vmes, prevzela tisti del grede, spodaj pa raste pastinak in pa korenina peteršilja. Tukaj imamo gredo z jajčevci in pa kumarami na vrhu. Sadike jajčevcev so najine, vzgojila sva 3 sorte, Black Beauty, Mitojo in pa malezijski. Kumare so kupljene sadike, ker najine so žal po presajanju propadle. Ta velik koprc čisto na vrhu se je pa zasejal sam, ampak ker ga zelo rada kombinirava skupaj s kumarami, je ostal na gredi. Naslednja greda je greda sladkega krompirja, ki raste po sredini v grebenu. S kompostom smo naredila po sredini tak kupček, greben, da smo povišala samo gredo. Okrog sva pa dala papir, zato da se sladki krompir ne bo ukoreninjal, ko bo rastel, da bojo gomolji te samo po sredini se debelili. In pa dodatna funkcija tega papira je ta, da zadržuje vlago, pa preprečuje rast pleveli. Čebula odlično uspeva po celotni gredi, ni za mlado, to kar bomo pustila, da se lepo udebeli in jo nekje v avgustu poberemo. Naslednja greda pa je v zgornjem delu špic spomladansko zgodnje zelje, koromač, gomeljna zelena in pa peteršilj. Za mano je še ena greda čebule. To čebulo smo vzgojila iz semena v skupke, zato da te skupke sedaj rečeva in dobiva mlado čebulo. Spodaj je pa še nekaj šalotke. Tukaj je greda, kjer na vrhu raste blitva. Blitve ne pojema veliko, tako da je tole čisto dovolj za celo sezono za naju. Potem je še nekaj zgodnjih sadik nadzemne koleravice in pa direktno sejana pesa, ki jo bomo že začela počasi rečiti. Visok fižol je pa pri prvi setvi, ki se je zgodila nekje v začetku meseca maja, zatajil in sicer seme je zelo slabo kalilo, pa tudi hladen začetek meseca je bil. In smo se odločili, da bomo še enkrat dosadili in smo pol posijala sorto Blau Hilde, ko vidimo, da ima taka vijolična stebla in se že vidi, da je prehitela tisto prej sijano sorto in bo to zdaj glavni fižol, ki se je že začel uvijati okoli fižolnice. V zgornjem delu rastlinjaka je dovolj prostora, da vzgajava sadike za jesensko zelenjavo. Glavni je pa paradižnik in paradižnik že spremljamo vse od meseca februarja. Rastline so čudovite, visoke in počasi jih bo začeti treba spuščati k tlom. In spodaj so že zreli pridelki in ko bodo te grozdi lepo pobrani, bo steblo lepo očiščeno in zaradi tega se bo lahko rastlina spustila in bo steblo se samo lepo položilo na sama tla. Zelo lepa sezona paradižnikov nas čaka, od pridelki od začetka junija pa vse upamo tam do oktobra, mogoče še novembra.
Na gredi šparglji so se same zasadile sončnice, te bomo tu kar pustila. Puščava pa tudi že šparglje, da bojo zeleni deli čez celo sezono fino fotosintetizirali in nahranili korenine, da bo naslednje leto še več špargljev. Zraven je tudi, če greda špargljev, spodaj so pa jagode, ki pa letos in tudi že lani malo slabo rodijo in jih bo treba mičken pomladiti, da bo več pridelka v prihodnje. Še ena greda s krompirjem in pa pred njo česen. V tleh se že tvorijo stroki, zgornji del se pa suši. Greda bele cvetače in pa vijolične cvetače bo treba pridelke zdaj kar kmalu pobrati, pa kolerabica, ki se še debeli, in pa koriander, ki še odcveta, ampak nudi res čudovito pašo čebelam. Naprej je nizek fižol, ta bo začel zdaj cveteti in pa v spodnjem delu grede imamo v skupkih presajen poletni por. In tale greda je po mojem mnenju najbolj presenetila v tem delu leta. Šokirala nas je in ta sorta graha se imenuje Blau Šoker. Vijolični stroki, ki so žitni tudi kot stročje in še tudi zrna čudovita naredi. Res je presenetil svojo višino pa s čudovitimi cvetovi. Ob grahu je še ena greda, cela greda paprike, enaka sorta Ferenc Tender in tudi ta opora z mrežami je ponovima, ker se odlično obnese za papriko. Na podaljšanem delu vrta v zgornjem delu rastejo rože, spodaj pa poteka primerjalna zasaditev in pa testiranje 3 vrst kompostov oziroma substratov. Tukaj pa že poznamo ta sistem, tisti, ki spremljate vrtobilje že dlje časa, kako lubenica in pa buča rastejo po foliji, dodatna toplota, čisti pridelki in pa ni treba nič več ekstra s kompostom pripravljati te površine. Dovolj sam kupček, iz katerega se rastline lepo izraščajo. Na zgornjem delu vrta imamo 2 gredi, ki jih ne prekopavamo, pa tudi ne zastirava. Čisto za primerjavo, da vidimo, kakšna je razlika med zastrtimi pa nezastrtimi gredami, sicer pa sem pridejo tiste sadike, ki jih imamo viška. Tule je pa zeliščni del vrta, ta najstarejši, obdan z kamni okoli in okoli, rastejo začimbe in zelišča, ki so redno uporabi v kuhinji. In to je najin vrt. Upam, da ste dobili malo vpogled, kako izgleda neka resna samooskrba na vrtu brez prekopavanja. Hvala, da ste si vzeli čas in se skupaj z nami sprehodili ter doživeli ta prvi vrhunec vrtnarske sezone in ne pozabite uživati v vrtnarjenju. On bi bil tle, Muci. Se Mucija sploh videl? Ja. Ok. Pa, ne gremo po svoje. Dobro. Vsejena v skupih. V spodnjem delu je pa še nekaj sadik čalotke. Ja. Sorte. Blau Šok. Ja. Se bi jaz povedala. No, jaz mislila, da što meni postil. La še enkrat. Ja. Kaj je bilo? Ne, tako se vidi. Te sezone. Pa ne pozabiti uživati v vrtnarjenju. Ne.